Mojca, ti si že omenjala število irotov, a ne? Tudi to je nekaj, kar kažejo evropske analize, da prvo leto smo vsi igrali sključno z revizorji, a ne, neko varno igro, boljše prepoznavati kot ne. Določene stvari po defaultu, če si iz te in te branže, ti pripadajo te in te iroti, da drugo leto si je marsikdo upal odrezati kakšne irote, ki se je prej zdelo, to pa že zaradi neke higiene moramo to in to in to. Kako ste vi preprosto drugo leto reflektirali vašo oceno dvojne pomembnosti? Ste bili tu z velikimi škarjami ali pa v nekem smislu pristopom, ki bi rekli, želimo izostriti in umakniti stvari, ki niso fokusirane, ste igrali bolj to varno karto v odnosu do revizorjev? Kakšen pristop je bil pri vas, če lahko Mojca najprej? Tako, prvo leto se je precej spremljal ta benchmark, pa smo šli to varno igro, ja, dajmo še to vključiti, dajmo še to. Predvsem, ker mi kupujemo surovine, ki so iz oddaljenih dežel, mi smo imeli precej pomanjkljivo takrat mogoče znanje o tem, kaj vse je relevantno za nas. Imeli smo premalo informacij, ki smo jih potem v tem letu raziskali in smo dejansko ugotovili, da mogoče pa to res ni relevantno za nas in smo tako potem tudi to utemeljevali. A lahko morda kak konkreten primer, da si predstavljamo? Recimo, mi smo prepoznali odpadne vode v dobaviteljski verigi pri procesu kave. Potem, ko smo pa to se malo bolj povezali z dobavitelji, začeli raziskovati, smo videli, pa sej pri nas nimamo neko veliko tega mokrega procesiranja kave, večinoma je suho. To res za nas je minimalen impact. Ne vidimo, da bi tukaj bili res toliko problematični, kot pri vseh ostalih zadevah. Dajmo se rajši fokusirati na to, ker imamo neki vpliv in ker lahko nekaj naredimo. Tako da potem smo te stvari tudi utemeljili revizorjem in na ta način smo potem zmanjšali število irotov. Smo pa seveda v ozadju naredili neko analizo v tem letu med poročanji, da smo potem lahko to. Odlično, Mojca, znova si odprla naslednjo temo, ki bomo po tem krogu odprli, je ravno to pridobivanje podatkov in ocenjevanje vplivov v vrednostni verigi, a ne? To je tista stvar, ki je ena taka siva cona, kako to res početi, ker dostop do teh podatkov in potem evalvirati, ali je to njihov vpliv, ali je to naš vpliv na njih, a ne? Kako smo mi tu močni, a ne, pri določenem zmožnostjo njihovega odločanja, to so v bistvu take sive cone, a ne, kdaj, kako kaj oceniti. Tanja, kako v Petrolu to počnete? Vi imate obsežne vrednostne verige, ne gre samo za to fosilno, a ne, ali pa naftno dejavnost, ampak imate tudi toliko drugih vrednostnih verig. Potem, če boš naknadno se še na to referirala, ampak v prvem delu pa vprašanja, kako ste bili torej izostreni do teh irotov, z večjim pogumom za rezanje ali ste ostali široki? Mi smo naredili kar tako konkretno osvežitev, a ne, ocene dvojne pomembnosti, ampak smo ostali na istem številu irotov, kar pa ni pomenilo, da nismo nič naredili, a ne. Ker to delo, ki je bilo pa narejeno, je bilo pa predvsem v tej smeri, da smo veliko bolj konkreten utemeljevali njihovo materialnost in razdelali. Med podtemami, se veste, kako to gre, a ne, so se nekateri tudi premaknili, razdružili, a ne, morda je kje sta bila dva, ki nas spadata, mislim, poslovno gledana, ne, dva vpliva, ki sta bila potem agregirana, sta šla narazen, da smo pač zadevo nekako dobesedno osvežili, da je imela neko večje, da je bolj razumljiva ratala in tudi bolj recimo znotraj oddelkov, ki jih aktivno upravljamo, a ne, bolj oprijemljivi, pa lažje tudi za skomunicirati in potem za povezovati znotraj poročanja in strategijo, a ne, in saj vemo, z vsemi MDR-ji, a ne. Tako da smo na ta način naredili, ja, in jih je ostalo 44, nekdo je že prej omenil, a ne, 44
-9, mi teh -9 ne, ostajamo zaenkrat na njih, a ne. Je pa to res stvar, ki se bo zagotovo s temi različnimi, z novimi razumevanji, potem z različnimi odnosi do materialnosti, a ne, ker se tudi lahko pričakuje, se zna spreminjati in je za spremljati. Je pa mogoče to najbolj bistveno, a ne, da zdaj, ko smo se to osvežitev delali, ker v veliki meri je to povezano, s tekočimi procesi po oddelkih, pa tudi s tveganji, a ne. In je zdaj njeno razumevanje do tega, zakaj to delamo, kako to delamo, kakšen smisel ima, kako to uporabljati, zakaj to not pride, zakaj ima take tabelce malo drugačne kot drugače, pa tveganja pa nekako vseeno treba ista zajeti, a ne. Tako da iz te strani bi tudi jaz rekla, da je res to komunicirati znotraj je drugače, ko se že to preteče en krog, dva, a ne. Zdaj pa tele vrednostne verige, a ne, to je pa ful trd oreh, a ne, sploh ne morem drugače reči, a ne. Zdaj nekje pač v firmah je to razumevanje preverjanja skladnosti kupca en upeljan proces, a ne. Pač tisti KYC se je izpolni, a ne, se pogleda pač vse to, recimo jaz temu bolj rečem governance skladnost, a ne. Ampak to, kar pa od nas zahteva CSRD, ESRS, da ne govorimo, a ne, CS3D, ke se nam bliža in tako naprej, to je pa drugo, a ne. In mi smo se tukaj z veliko izzivi soočali in eden večjih izzivov je, da za te naše glavne produkte ki so za nas najbolj materialni, a ne, govorimo recimo o gorivih, energije, je način, kako mi nastopamo na trgu tak, da mi praktično nimamo stika in dostopa do, če rečemo temu, a ne, na borzi, a ne, nimamo stika in dostopa do recimo višjih v verigi, ta ključni igralec pa ni tak, ki bi bil nosilec ključnih informacij. Tako da to smo mi, kar smo popolnili, in smo popolnili s sekundarnimi informacijami, a ne, bolj ali manj, a ne. In stvar je taka, da tukaj je za nas velika omejitev, koliko imamo mi na to vpliva. Morda se zdi, da v slovenskem prostoru imamo velik vpliv, ampak v dobavnih verigah naših produktov je pa izjemno majhen naš vpliv, a ne. In smo relativno pač na tem, z tega pogleda občutljivi. Ker pa smo se, oziroma imamo, ne moremo doseči tega, kar bi želel ta CSRD od nas, a ne, da bomo s tem res naredili spremembe. Lahko, nimamo te moči, tako to hočem reči. Tako da, kar smo pa naredili, že skladno s tem, a ne, pa tudi izpopolniti z vidika in teh taksonomskih minimalnih zahtev in pač res delati napredek, a ne, se izboljševati, je pa to, da je pa kodeks za dobavitelje, a ne. Saj to je pa svoja tema, ki pa se je tudi izkazal, da kakorkoli človek se z drugimi posvetuje, pa sliši, imamo že 99%, ki so jih sprejeli v pol leta, imamo že to, imamo ono, ni tako lahko spraviti skozi, a ne. In je veliko tudi tukaj izzivov. Tako da to je eden takih delov, na katerih res, bom rekla, glodamo, no, ampak ta orešček še ni preglodan, a ne. Se pravi, to so neki procesi, ki morajo imeti nekaj iteracij, a ne, se pravi, da z vsakim pregledom se razumevanjem nekako širi in lahko nekako ocenjuješ tudi v Petrolu, da se to razumevanje vplivov, tveganj in priložnost, ki dejansko ta trojček, ki nam je z dvojno pomembnostjo bil dan, pa kot morda neka novost razmišljanja, a ne, in izziv, kako umestiti v razumevanje, v upravljanje, se nekako useda, ne, dobiva nek domicil. Lahko tako nekako razumemo? Ja, jaz mogoče še zmeraj tako rečem, tisti, ki prvič sliši za IROT-e, a ne, skoraj da jih ne more razumeti. Jaz se tudi spomnim, ko smo bili še pri vas na enem prvih izobraževanj v IROT-ih, si mislil, pa smo ponavljali prav, a ne, pozitivni, negativni, si nas ti tako vodila, pa si misliš, pa saj smo naredili, ampak res, dokler jih ne zagrabiš, pa jih ne delaš, pa jih ne probaš formulirati in pol
vklopiš, ker te poročanje usmerja, da jih vklopiš v strategijo, vklopiš v te politike, a ne, takrat se usede to, ki imajo svoje mesto. In je nemogoče, da bi en prebral tistele strani, kakorkoli jih je, a ne, v prvem delu, in kar rekel, vse razumem, tole je pa jasna obzorja. No. Tako da res more dozoreti, ampak je pa možno, da dozoreva, no. To pa je dejstvo. Ko pravimo vsaj 3-krat, a ne, se je treba vrniti kakšnemu vprašanju z kakšnim drugim zornim kotom, z nekim zrelostnim, življenjskim novim pristopom, da potem se stvari usedejo. Kako je, Mateja, pri vas? Najprej morda res, če nadaljujemo s to mislijo, kako se ta miselnost pri vas glede na raznovrstnost, širino dejavnosti nekako useda in kaj ste delali z to dvojno pomembnostjo v drugem letu? Ja, mi smo jo rabili bolj podrobno pogledati zaradi vključevanja Nomaga. Tako da za skupino Nomago se je čisto novo ocenila po isti metodologiji, kot je bila uporabljena za skupino Slovenske železnice. Smo pa potem tudi natančneje pogledali še tiste, ki smo jih mi ocenili, glede na to, da smo, pa moje zdaj čisto med največjimi zaposlovalci v Sloveniji, skupaj s skupino Nomago imamo že okrog 8400 zaposlenih v skupini. Imamo seveda veliko tem na področju S1, lastne delovne sile. Tam smo mogoče šli v to, da smo se malo bolj fokusirali, ker smo imeli pripoznanih veliko irotov, da smo jih malo združevali v neke bolj fokusirane skupine. Smo pa pripoznali tudi nekatere nove, tako da v končni fazi smo ugotovili, da nismo kaj bistveno spreminjali števila, da jih imamo nekaj čez 30. Pripoznali smo nekatere, ki so se pač izkazali v procesu, recimo mi imamo zdaj ogromno obnov na železniški infrastrukturi in to vpliva na eni strani, recimo, da povsod, kjer so gradbišča ali pa kaj podobnega, so potem strojevodje dolžne opozarjati zaradi varnosti piskanje in potem imamo iz tega naslova na primer zdaj več opažamo vpliv na skupnosti, ki živijo okrog železnice, tako da smo pripoznali ta vpliv, se pravi hrup na novo. Potem smo tudi pripoznali iz istega naslova vpliv na vožnjo vlakov, treba skozi ta gradbišča upočasniti vožnjo, tako da posledično so zamude in smo tudi to pripoznali kot eno pomembno temo. Ravno zato, ker tudi vse to zdaj skušamo, nadgrajujemo trajnostno strategijo, dejansko povezati v cilje in v ukrepe, seveda zelo pomembni so vezani ukrepi na pripoznane vplive, tveganja in priložnosti. Ja, in boljše razumevanje, to moram jaz tudi reči, da prvo ocenjevanje, ja, se trudiš, tudi celotni standardi, moram reči, vsakič, ko kaj beremo, je razumevanje boljše, ker so zapleteni in razumevanje je zapleteno in je treba velikokrat brati in potem skozi sporočanje, ko se vprašaš, to smo pripoznali, kaj zdaj, o čem bomo zdaj s tem v zvezi poročali, kaj bomo spremljali, kakšne imamo cilje in se to malo kristalizira. In se ta cela veriga, potem jo bolje razumeš, no, in temu se prilagajamo. Je pa, ja, jaz mislim, da bo verjetno šlo v to fokusiranje. Mi imamo pristop, ki smo ga tudi skupaj z vami delali, moram reči, da to ocenjevanje irotov narejeno kvalitetno od spodaj navzgor, je pa seveda
časovno to zelo zahtevno. Tudi to drugo ponovitev, smo rekli, zdaj še ene ponovitve v letošnjem letu, če bi imeli še eno tako, to vzame ogromno že časa, kjer naš namen seveda je, da potem o tem poročamo, ampak namen je, da delujemo in izboljšujemo naše procese in res to, če delaš od spodaj navzgor to ocenjevanje, ga ne moreš ponavljati vsako leto zelo podrobno, ker je to enostavno preveč resursov in je treba vključevati, to ni ekipa, trajnostna ekipa, ampak področja, vsa področja je treba vključiti in je to res za celo skupino ogromno resursov vloženih, če želimo dobiti na koncu kvaliteten rezultat. Ja, super, a vas lahko še malo povrtamo, a ne, z vidika vrednostne verige, a ne, se pravi, prvo leto so bile te neke ocene, a ne, lastne z zelo omejenimi podatki, primarnimi, ne, tudi prej je Tanja razlagala za Petrol, kako se v marsičem naslanja na sekundarne podatke, kjer primarnih ni mogoče dobiti. Kakšna je vaša tu ambicija pridobivati teh primarne podatke iz vrednostne verige? Kje je tisto, kar rečete, da je higiena že zadosti velika, da lahko rečete, kje boste odrezali kakšen svoj vpliv, kje ga boste pa pripoznavali? Mi smo se trudili, da bi mislim, ker to je veliko stvari povezanih, na obsegu 3 pri izračunu, da bi že kakšne direktne podatke od večjih dobaviteljev in nekateri nam tudi dajo te podatke, to smo ugotovili recimo za te večje dobave lokomotiv, dobimo podatke od dobaviteljev o ogljičnem odtisu, ki so vezane na lokomotive, sedaj pa to, zdaj če pogledamo vse, kar je treba upoštevati, en del in tukaj, da si pomagamo z tako imenovane stroškovno ali pa metodo, vzamemo, koliko smo za nekaj potrošili, pa pol ustrezne faktorje, ne pa dejansko iz naše vrednostne verige. Šli smo zdaj v naslednji iteraciji bolj podrobno gledati tudi na področju delavcev v vrednostni verigi, ker recimo uporabljamo agencijske delavce, pa predvsem, zdaj smo rekli, da bomo podrobno pogledali, kje imamo tveganja ali pa tvegane materiale, ki so ponavadi povezani z možnimi večjimi tveganji. Potem se je tudi naredil en pregled za nekatere recimo primere na nekem vzorcu, pregled spoštovanja človekovih pravic, imamo tudi oddelek skladnosti, ki je si to vzel v svoj načrt, pa smo potem recimo tudi tu gledali, kako na nekem vzorčenju primer spoštovanja človekovih pravic pri naših dobaviteljih. Tako da smo tudi recimo na ta način pristopili. Je pa kompleksno, želimo se pravi povezovati E5 vire, kakšni so naši viri na vhodni strani, z potem obvladovanjem obsega 3. Se pravi, da želimo imeti, ker se to zelo povezuje. Ogljičnega odtisa, ja. Ampak je pa kompleksno. Tako je, obsega 3 ogljičnega odtisa, ja. Se povezuje, ampak je pa, ker je to kompleksna materija, tudi malo gledamo, kaj industrija počne na tem področju. In mislim, da ambicije smo nekako primerljivi tam do leta 2030, mislim, da še noben ni, da bi v celoti prešel iz neke bolj ocenjevalne metode na dejanske podatke iz vrednostne verige. Se pa mislim, da na nek način se vključuje tudi to zanašanje na rejtinge, recimo na rejtinge, ne vem, mogoče imenujem kakšne, ampak recimo, da če greš v pridobitev ESG rejtinga, ima ta rejting, tisti, ki podeljuje rejting, podroben vprašalnik, ki ga izpolniš in potem dobiš nek rejting, da se skozi
skozi tisto vprašanje, če recimo vsi potem tisto vprašanje izpolnimo in jaz pogledam rating mojega dobavitelja, že vem, kaj približno je pri njemu, da se na ta način neka standardizacija naredi in da ne pridobivaš direktno vseh podatkov od vseh dobaviteljev. Se pravi, govorite o kakšnem ekovadisu, oceni ali pa podobnih, Tako je, ne? tako je. Super, hvala lepa, Kristjan, kako je bilo pri vas drugo leto? Z Iroti že govorite ta jezik z globljim razumevanjem? Ja, zagotovo se ne moremo izogniti, da ne bi govorili tega jezika, ker so vse povsod, ne. Ja. Tako da, ja, mi smo tu v drugo leto smo izvedli dvojno matriko ponovno, v kompletu, predvsem zato, ker po tej prvi izvedbi na koncu nekako je vseeno ostal neki občutek, da nismo bili čisto sigurni, ali smo identificirali in ocenili res tiste prave, najbolj relevantne Irote, ne. Tako da, ja, prvo leto je bila varna igra, širši nabor. Bilo je šlo tudi bolj zato, da smo bolj ali manj popisali neka tveganja, vplive in priložnosti z že obstoječih sistemov in jih potem v skladu z ESRS in smernicami za pripravo dvojne matrike nekako ocenili. Drugo leto pa vsekakor pri drugi izvedbi dvojne matrike je bila ta znanje, razumevanje interne ekipe, ki je ocenjevala bistveno boljše. Boljše smo razumeli, kako dodeliti oceno, kaj neka ocena pomeni v absolutnem smislu in tudi kaj pomeni v relativnem smislu, v neki korelaciji med Iroti, med seboj. Tako da, pa predvsem to, ne, mogoče, ko smo te naše sisteme boljše integrirali med sabo, recimo prepoznavanje tveganja in priložnosti. Ne, tveganja in priložnosti so monetizirana, in potem, ko smo to združili in dobro integrirali z našim sistemom prepoznavanja tveganja in priložnosti in ko je potem to neki enoten register tveganj in priložnosti in potem, ko vidiš, kakšno pomembnost ima ta trajnost na tveganje in priložnosti, potem tudi vidiš, da so res to tista pomembna, ki vplivajo na tvoj posel, ne. In potem tisti, če bi mogel izpostaviti najboljši moment te bi rekel, druge iteracije dvojne matrike, je to, da po opravljeni matriki potem je res tisti občutek, ja, to je to, ne. Ko potem ekipa se postavi malo 2 koraka nazaj, pogleda na izvedeno delo, na izvedeno matriko in potem na Irote, ki smo jih prepoznali in potem res reče, ja, to so tveganja, to so vplivi, to so priložnosti, ki so v tem trenutku relevantna in predvsem, ki so pomembna na naše poslovanje. Zdaj, če se dotaknem samo še vrednostne verige, vrednostna veriga je zagotovo nekaj, s čemer se bomo vsi verjetno morali najbolj ukvarjati, zaradi tega, ker je tam največji vpliv. Trajnost seveda se ne konča na mejah naših lokacij, kjer delujemo. In tudi vpliv je največji v vrednostni verigi, za podjetje Talum je, če govorimo o ogljičnem odtisu, je v obsegu 3 več kot 95% emisij. In pa zakaj je pomembno tudi pogledati v vrednostno verigo, je predvsem to, da prepoznamo vplive in pa tveganja v vrednostni verigi. Poglejte, na primer, konflikt na Bližnjem vzhodu. Za proizvodnjo aluminija je to izjemno pomembno področje, ne samo z vidika transporta, ampak tudi z vidika proizvodne, saj v Bližnji vzhod, v Evropo se iz Bližnjega vzhoda uvozi približno 90% aluminija. Oziroma tam se proizvede 90% aluminija, sam import v Evropo je pa na ravni 20% in je to zelo pomembno. Potem prepoznavanje recimo fizičnih podnebnih tveganj v vrednostni verigi, se pravi nekih naravnih pojavov, ki lahko vplivajo na dobavo surovin, razpoložljivost sredstev, razpoložljivost ljudi. Tudi v vrednostni verigi je zelo pomembno, da pri tistih ključnih, pomembnih dobaviteljih, da so identificirana in da so ocenjena in predvsem to, da podjetje ima vzpostavljene ukrepe in pa mehanizme, kako bo mitigirala in zmanjševala ta tveganja, če do njih pride. Pravi, to je ta odpornost, o kateri govorimo, ki ni samo neka ESG kategorija, ampak pravzaprav poslovna odpornost, Drži.
In kako vi prihajate do teh podatkov? Se naslanjate na sekundarne vire, pridobivate primarne? Vsekakor je še velika večina podatkov iz nekih sekundarnih baz, ker je dostopnost do teh primarnih podatkov relativno slaba. Se pa vidi ta trend izboljševanja, da se tudi dobavitelji zavedajo, da je to pomembno, da se dobavitelji zavedajo, da je, če lansirajo neke svoje podatke, imajo lahko konkurenčno prednost pri poslovanju s podjetji v Evropi. Ja, kot je kolegica že prej povedala, neki mednarodni standardi, neki mednarodni poročevalski okvirji, fakultativne platforme ocenjevanja so zagotovo nekaj, kar nam izboljšajo ali pa nam predvsem pomagajo tudi vrednotiti našo dobaviteljsko verigo. Naprimer v aluminijski industriji je mednarodni standard trajnostnega delovanja Aluminium Stewardship Initiative, kjer zahteve standarda veljajo za vse v vrednostni verigi proizvodnje aluminija, tako na vseh kontinentih, v vseh državah. In potem je poslovanje z takimi dobavitelji, ki so certificirani, ki morajo ustrezati vsem zahtevam iz standarda, zagotovo nekaj, kar ima neko konkurenčno prednost ali pa vsaj nek predpogoj ali pa daje neko večjo verjetnost, da je ta partner v vrednostni verigi bolj odporen in pa na nek način tudi bolj trajnosten.